Naslednje minute pa bomo namenili maki. Ta izjemno zdravilna rastlina sveta res ne bi smela manjkati v naših domačih lekarnah. Jelena, živijo. Živijo. O maki bomo danes govorili, odkot pa pravzaprav maka sploh prihaja? Ja, to je eno od najpomembnejših vprašanj v bistvu, zaradi tega, ker če želimo dobiti res kakovostno mako, potem moramo vedeti, odkje ta maka pride. In maka dejansko raste na eni posebni planoti v peruanskih Andih, planota Junín, ki raste res na visoki nadmorski višini 4400 metrov. In tam raste res v enih takih neverjetnih pogojih oziroma takih ekstremnih, kjer so visoke temperature, tudi temperaturne razlike, veliko vetra, veliko recimo tudi sprememb, ki se dogaja v tem okolju, veliko je suše in tako dalje. In ta maka v bistvu potegne iz te zemlje vse minerale, vse tiste hranilne snovi in ustvarja tudi posebne snovi, ki so pol za nas zelo pomembne. Tako da v bistvu v maki najdemo res obile in mineralov in vitaminov, recimo posebej minerali, kalcija je veliko, kalija, magnezija, železa, joda, cinka, bakra, selena, mangana, tudi vitaminov, kot so vitamini B1, B2, B6, vitamin C, vitamin E, D, D3, hkrati pa v bistvu tudi vse esencialne aminokisline, 19 jih je v maki, pa tudi recimo posebne snovi, zaradi katerih je maka tako značilna. To so snovi, ki jih imenujemo makaini, makaeni in makaidi, ki v bistvu ravno vplivajo na tak način, da spodbujajo pravilno delovanje našega hormonskega sistema. Pri maki pa je zelo pomembno to, da v bistvu moramo izbrati ta pravo, se pozanimati dejansko, odkje pride ta maka, če je pridelovana tudi na pravilen način, recimo tudi s kolobarjenjem, tudi je posušena na soncu 2 meseca, na take stvari moramo paziti, pa tudi da je kasnejša predelava tega izdelka pravilna, tako da ne vsebuje veliko škroba, ker danes mako gojijo nažalost tudi na nižjih višinah, povsod Peru je res velika država, ampak tudi v drugih državah, tudi na Kitajskem jim je uspelo nekako priti do tistih sadik make. In nažalost ta maka ni ta prava maka, tudi ta maka, ki v bistvu poznamo kot eno tako gomolj, marsikdo reče, ja, zakaj ne bi tega posadil na vrtu, to je kot naša repa, pa bom dobil to, kar maka ponuja, ampak to ni isto. Rastlina mora resnično živeti v takih okoliščinah, v takem okolju, da razvije ravno te snovi, ki jih mi želimo dobiti. Veliko je zdravilnih rastlin sveta, ampak prav maka je pa res nekaj posebnega. Ja, prav je posebna predvsem zaradi teh naštetih snovi, ki nam omogočijo v bistvu prav na tem področju recimo hormonov, ker vemo, da danes veliko ljudi s tem ima težave, hormonskega neravnovesja zaradi načina življenja, zaradi recimo veliko stresa in potem pride do težav, ki jih poznamo tudi kot recimo težave z menstruacijo, PMS ali recimo težave s ščitnico, tudi težave v menopauzi, andropauzi, različne težave, ki jih povezujemo tudi z neplodnostjo, kako pri ženskah, tudi pri moških. In maka deluje na tak način v bistvu, da zaradi teh specifičnih snovi, ki jih vsebuje, stimulira tudi delovanje hipofize, ki je odgovorna za normalno delovanje našega hormonskega sistema in na tak način, na adaptogeni način, se pravi prilagaja se našemu telesu in aktivira tiste procese, ki pomagajo, da v bistvu uravnavamo hormone v našem telesu. Tudi recimo za mladostnike, ki imajo veliko težav z aknami, nam lahko pomaga pri tem, da spet pride do enega ravnovesja. Hkrati pa mako uporablja veliko športnikov, kar ni čudno, zaradi tega, ker v bistvu vsebuje tudi take specifične snovi, kot so glikozidni steroidi, za razliko od tistih anabolnih, ki so sintetični, ki jih nažalost veliko športnikov uporablja, ki imajo veliko stranskih učinkov. Tukaj dosežemo ravno to, kar želimo. Regeneracija, hitrejša regeneracija po športu, veliko več energije, tudi recimo rast mišic. Tako da v bistvu zaradi tega lahko tudi uporabljamo mako za ta namen. Ampak rekli sva, da moramo biti pozorni res, katero mako uživamo. Ja.
Tule na mizici je ena posebna maka, rekla si, da je ta Ja, najboljša. Res je, vedno moramo biti pozorni. Tudi se pozna tisti, ki so mogoče malo bolj recimo izobraženi ali imajo več informacij, več izkušenj z različnimi makami, da v bistvu se že po samem okusu pozna, je to ta prava maka in tista recimo, ki nam ne povzroča želodčnih težav. Mako, ki nam povzroča želodčne težave, prepoznamo tudi na tak način, da v bistvu vsebuje tudi veliko več škroba, ker pri tej maki konkretno ni in zaradi tega je lahko prebavljiva in tudi če jo zaužijemo na prazen želodec, ponavadi ne bi smelo biti težav. Jaz pa vseeno priporočam, da se recimo zmeša s kakšno hrano, v smutije, bova že govorili o tem, kako naj jo uporabljamo, ampak v bistvu so zmeri prisotni certifikati, zmeri lahko spremljamo, od kje na splošno maka pride in to lahko tudi zahtevamo, da se izobrazimo, da vidimo, če smo res vzeli ta pravo mako, ampak največ nam bo tudi pokazalo samo delovanje make in odziv našega telesa. Jelena, koliko časa pa moramo uživati mako, da se poznajo kakšni učinki? Jaz poznam kar nekaj parov, ki niso mogli zanositi in so recimo oba, ne glede na težave, sta uživala mako 2 do 3 mesece in so rezultati že bili neverjetni, kar je fantastično, tako da tisti, ki mogoče nimajo takih načrtov, da bi imeli otroke, morajo res paziti, kako pa se bolj zaščitata, ne? Ampak v glavnem je tako, da zmeri priporočamo, da je kura 2 do 3 mesece, lahko tudi več, odvisno zakaj jo potrebujemo, ali zaradi uravnavanja hormonov, ali recimo, če želimo več športnih aktivnosti imeti, rabimo več energije, recimo hitrejšo regeneracijo telesa, v tem primeru je po občutku zaužijemo. Dejansko 1 čajna žlička nekako minimalno, 2 do 3 čajne žličke zmešamo skupaj recimo ali s kakšnim jabolčnim sokom ali s kakšnimi citrusi, je zelo dobra. Jaz osebno uživam na tak način, da zmešam s kakšnim rastlinskim mlekom, dodam nekaj malo kakao, tudi recimo čija semena in je to en tak zelo, zelo dober napitek, ki me nasiti in potem je to ali nam je zajtrk ali recimo po kakšni fizični aktivnosti, tako da je veliko različnih načinov, kako jo lahko uživamo. Mogoče samo še tole za konec, prej si omenila težave v menopavzi, veliko žensk ima res take in drugačne težave, kako si lahko z mako pomagajo? Absolutno, se pravi, obstajajo tudi različni načini, kako si majčkeno uredimo svojo prehrano, način življenja, ampak če bomo uživali mako, se simptomi, ki jih nekako povezujemo z menopavzo, andropavzo, se bojo drastično zmanjšali, tudi tisti oblivi, nespečnost, utrujenost. Tudi leta 2009 je bil en kongres, en simpozij tukaj na Bledu, kjer so ravno govorili zdravniki o učinkih make v povezavi z menopavzo in andropavzo in so rezultati res osupljivi, tako da res od srca priporočam vsem, ki imajo podobne težave, da začnejo uživati mako.